Slišal sem mnoge zgodbe o tem, kakšen naj bi bil tvoj tih šepet ljubezni mi v noči. Je govoril, praviš, da si me vesel in da si vedno z menoj. Dober si, oče, ja dober si, ja dober si, ja dober si. In ti ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me. In videl sem mnoge iskati resnico okrog sveta, a vem, da ti edini odgovore vse imaš, saj ti veš, kaj potrebujemo brez naših besed. Dober si, oče, ja dober si, ja dober si, ja dober si. In ti ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me. Ker popolne so tvoje poti, ker popolne so tvoje poti, ker popolne so tvoje poti za nas. Ker popolne so tvoje poti, ker popolne so tvoje poti, ker popolne so tvoje poti za nas. Te ljubezni ni moč zanikati, opisati se ne da. Mir nerazložljiv je, presega vsak razum, ko še globlje vabiš me, ko še globlje vabiš me, ko še globlje vabiš me v svoj ljubič objem. Dober si, oče, ja dober si, ja dober si, ja dober si. In ti ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me. Dober si, oče, ja dober si, ja dober si, ja dober si. In ti ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me. Dober si, oče, ja dober si, ja dober si, ja dober si. In ti ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me, ja ljubiš me. Življenje z namenom. V prvi lekciji smo rekli, da nismo gola slučajnost. V drugi smo govorili, da je Božji namen za ljudi prihodnost, upanje, blagoslov in ne nesreča. Prišel bo dan, ko se bo to nekega dne izpolnilo za vse tiste, ki so našli svoj namen v Bogu.
Danes poglejmo še zadnjo lekcijo. Ustvarjeni smo za večnost. Ja, sliši se popolnoma nasprotno od tega, kar delamo, razmišljamo ali slišimo. Naše življenje je usmerjeno v to zemeljsko življenje. To je naša gonilna moč. Kaj bom sanjal o večnosti, če življenje je tu pred nami, zdaj in ne v neki prihodnosti? Res je, vsi želimo živeti čim lepše, boljše, zdaj in tukaj. Toda vsi vemo, da se zemeljsko življenje nekega dne konča in največkrat se nam to zgodi nenadoma. Na zemlji bomo mogoče v najboljšem primeru živeli 100 let. Čeprav vemo, da vsakdo naposled umre, se nam smrt vedno zdi nenaravna ali krivična. Smo se kdaj vprašali, zakaj je temu tako? Razlog, zakaj menimo, da je smrt krivična in bi še morali živeti, se skriva v tem, da nam je Bog željo po nesmrtnosti vtisnil v našo notranjost. Nekega dne bo naše srce nehalo biti. To bo konec našega telesnega bivanja na zemlji. Ne bo pa konec nas samih. Zemeljsko telo je le začasno bivališče duha in duše. Sveto pismo ga imenuje, da je naše telo kot šotor. Pavel pravi, dokler namreč živimo v tem šotoru. Naše telo je le naš fizični del, ki ga lahko vidimo, se ga dotikamo in z njim komuniciramo. Kaj vse pa se dogaja v njegovi notranjosti, lahko čutimo, doživljamo vsak dan. Če življenje ni več kot samo čas, ki ga bomo preživeli tukaj na zemlji, vam predlagam, da ga začnemo zajemati z veliko žlico. Lahko pozabite na etičnost in posledice svojih dejanj. Lahko se popolnoma osredotočite na uživanje brez omejitev, če naša dejanja nimajo nobenih posledic. Toda vsi vemo, da temu ni tako in da je življenje veliko bolj kompleksna zadeva in da naša dejanja lahko prinašajo dobre ali slabe posledice v našem življenju in ljudem okrog nas. Življenje na zemlji ponuja veliko možnosti, večnost pa samo dve, nebesa ali pekel. In zato je tako pomembno, da razumemo, da smo ustvarjeni za večnost. C.S. Lewis je dejal, sta dve vrsti ljudi, tista, ki pravi Bogu, naj se zgodi tvoja volja, in tista, ki jim Bog reče, prav, pa naj bo po tvoje. Na kateri strani hočemo biti? Naj se zgodi Božja volja v mojem življenju? Ali pa naj bo po moje? Nažalost se mnogo ljudi odloči za drugo, ki prinaša mnogokrat katastrofalne posledice. Sveto pismo pravi, marsikatera pot se zdi človeku prava, njen konec pa so poti smrti. Velikokrat krivimo Boga, da je Bog kriv za mnoge stvari. Ne. Človeške odločitve niso v skladu z Božjo voljo in človek je odgovoren za mnoge uničujoče stvari. Živeti v luči večnosti je zelo pomembno. Ko živimo v luči večnosti, se spremenijo naše vrednote.
naše življenje, čas začnemo uporabljati veliko bolj modro. Prioritete se spremenijo. Postanemo veliko bolj svobodni, notranje stabilni, kot pa bi sledili nenehnim trendom, ki jim tako ali tako lahko sledi samo peščica ljudi. Vsi ostali pa so velikokrat sužnji lažnih sanj. Najbolj škodljiv vidik sodobnega življenja je kratkoročno razmišljanje. Življenje je veliko več kot le tukaj in zdaj. Smrt ni zaključek življenja, ampak prehod v večnost. Večina ljudi pomisli na večnost le na pogrebih in še to površno, sentimentalno razmišljanje, ki izvira iz nevednosti. Morda mislimo, da razmišljanje o smrti morbidno, toda v resnici si je nezdravo pred njo zatisniti oči in ne upoštevati tistega, čemur se ni mogoče izogniti. Le neumnež bo šel skozi življenje nepripravljen na to, kar vsi vemo, da se bo naposled zgodilo. Božja beseda pravi: bedak pravi v svojem srcu, ni Boga. Ne bodimo bedaki, neumneži, ampak dovolimo Bogu, da to, kar nam je položil v srce, ponovno oživi, raste in se razvija. Njegov načrt obsega veliko več kot le nekaj desetletij na tej zemlji. Tako kot otrok, ki preživi 9 mesecev v materinem telesu, ni bil samemu sebi namen, temveč so bile priprave za življenje na svetu. Tudi naše zemeljsko življenje je v bistvu priprava na večno življenje. Zadnja ura našega življenja na zemlji ne bo naš konec. Pravzaprav bo naše rojstvo v večnost. Božja beseda pravi: saj nimamo tu stalnega mesta, ampak iščemo prihodnega. Zemeljsko življenje ni naše stalno mesto, ampak iščemo, pričakujemo prihodnega. Kako definiramo naše življenje? Takšna bo naša usoda in večnost. Naša stališča bodo vplivala na to, kako bomo razpolagali s časom, uporabljali svoje sposobnosti, trošili denar in tako naprej. Če bi nas nekdo vprašal, kako gledam na življenje, kaj bi mu odgovorili? Verjetno bi dobili veliko različnih odgovorov. Eden od splošnih je: življenje je kot igranje s kartami. Igrati moraš s tistimi, ki si jih dobil. V bistvu se naša predstava o življenju je to, kar vpliva potem na nas same. Določa naše vrednote, pričakovanja, cilje. Na koncu teme o življenju z namenom sprejmemo izziv. Če želimo izpolniti namen, za katerega nas je Bog ustvaril, moramo opustiti ustaljeni način razmišljanja in ga nadomestiti svetopisemskim. Svetopisemski način razmišljanja je: življenje je upravljanje s tem, kar nam je zaupano v oskrbo. Življenje je večkrat preizkus.
Življenje na zemlji je le začasna naloga. Poglejmo na kratko te 3 načine svetopisemskega razmišljanja. Življenje je upravljanje s tem, kar nam je zaupanje. Na začetku Svetega pisma beremo, da je Bog dal Adamu in Evi življenje in zemljo, za katero sta bila odgovorna. Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji. Bog je ustvaril, naredil človeka, da naj gospodujeta živalim in skrbita za zemljo. Dal jima je v upravljanje in oskrbo njegovo lastnino. Ta vloga ni bila nikoli odvzeta in je del namena, ki ga imamo še danes. Z vsem, kar imamo, moramo ravnati kot z nečim, kar nam je v roke dal Bog. To je naša odgovornost pred Bogom in pred ljudmi. Je nekaj svetega in edinstvenega. To je na eni strani zelo zastrašujoča resnica, ker smo sebični in si mislimo, da nihče nima pravice nad našo lastnino. Na drugi strani, pa če to razumemo, je zelo osvobojujoče, saj ima Bog kontrolo nad vsem. In nam ni treba živeti v nenehnem strahu, da bomo vse izgubili. Življenje je večkrat preizkus. Ko smo v težavah, se velikokrat sprašujemo, zakaj se to dogaja meni? Ko razumemo, da so težave priložnost za napredek, rast, postajamo modrejši in svobodnejši. V Svetem pismu lahko vidimo veliko primerov, kako so ljudje skozi težave, različne preizkušnje rasli in se pripravljali na večje izzive. Abraham, Jožef, Mojzes in mnogi drugi. Vse bolj bomo razumeli, vsak dan je pomemben. Vsaka sekunda je priložnost za napredek. Izboljšanje značaja, izkazovanja ljubezni in zanašanja na Boga. Življenje na zemlji je le začasna naloga. Če želimo najboljše izkoristiti življenje, ne smemo pozabiti naslednjih 2 resnic. Življenje na zemlji je v primerjavi z večnostjo izjemno kratko. In drugič, da je zemlja le naše začasno bivališče. Gospod, daj mi spoznati moj konec, kolikšna je mera mojih dni, spoznati hočem, kako sem minil. To so besede kralja Davida, ki je bil zelo zaposlen, saj je vodil svoj narod. Toda zavedal se je, da se bo nekega dne njegovo zemeljsko življenje končalo. Zato je iskal modrost, vodstvo in se pripravljal na srečanje z Bogom. Živel je življenje z namenom. Ali želimo sprejeti svetopisemsko resnico o življenju z namenom? Lahko zaključimo z molitvijo. Vsemogočni Bog, tukaj pred tabo stojim. Če si me ustvaril z namenom, če si mi ti dal življenje, jaz te danes prosim, razodevaj mi po svojem svetem duhu. To je moje srce, to je moje življenje. Želim ga živeti, Bog, kot je tvoja volja in tvoj načrt. Zato te prosim, vodi me naprej,
razodevaj mi in mi kaži življenje z namenom. To te prosim, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vaša odločitev vas bo z Božjo pomočjo peljala v nov pogled na življenje in omogočila, da bo Bog s svojo močjo posredoval in vas vodil. Če želite nadaljnjo pomoč, kako rasti in še globje spoznavati življenje z namenom, vam podarimo ali nam pišite, da želite prejeti knjigo Rick Warrena Življenje z namenom. Ali da želite kakšnokoli pomoč v to smer rasti življenja z namenom, nam pišite na naš elektronski naslov. Želim vam Božji blagoslov. Želim vam izpolnjeno življenje z pravim namenom. Amen.